Ljudje iz Devina. Kakšni so in kdo so? Ali so bili skozi čas ljudje iz Devina? Vasi ali gradu? Kamnitih hiš na Krasu ali proti morju, ki se tu konča, ter praska in grize visoke skale sten? Ljudje iz Devina, Duina. Izvor imena je morda povezan s skalnatim gradom iz Magdeburga ter dekletom in z legendo bele dame, ki je že stoletja ujeta v skalo. Podoba nam takoj prikliče v spomin Lepo Vido, star mit slovenske ljudske kulture, ki je nadela novo obliko poezija Franceta Prešerna. Ali mogoče ljudje iz Devina, Duina, ki so tako blizu mitskim krajem Timave in stari štivanski cerkvi svetega Janeza, kjer bo trobenta na dan poslednje sodbe silno zapela Mirum spargens sonum in poklicala duše, naj se zberejo? Ali tudi, in bolj prozaično, ljudje iz Devina ali Tubina, iz tube, naravnega kanala ali vode ali sifona, ki se izteka v reko Timavo, ko pride na površje iz temnega podzemlja. Ljudje iz Devina. Kdaj se začenja zgodovina te tako edinstvene in trpke zemlje? Tu, kjer mehka sredozemskost sobiva z robatostjo in ostrino kraškega skalovja in zemlje. Ura časa se ustavi pred 70 milijoni let. Popolnoma drugačna pokrajina. Nizko zaledje se spaja z obalo in morjem, področje koralnih čeri, sipin in belih apnenčastih plaž, lagune z majhnimi, bolj ali manj plitvimi notranjimi morji. Bogata vegetacija na površju in v bližini, milišča in razbrazdana polja. Iz majhnih jam pritekajo sladkovodni izviri in napajajo živali. Sledi teh izvirov najdemo danes v skalnatih stenah, v obliki stalagmitskih kapnikov in jamskih biserov. Niso več na ravni morske gladine, ampak so se dvignili in skoraj vertikalizirali zaradi tektonskih pritiskov, ki so povzročili nastanek sten in krasa. Nedaleč od ribiškega naselja se nekaj metrov od morja nahaja zapuščen kamnolom. Tu je v 90. letih prišlo do izjemnega odkritja ostankov Antonija. Hoja med temi skalami je kot potovanje s časovnim strojem. Pred 70 milijoni let tu ni bilo krasa, vzpetin te vegetacije. Tu je bilo plitvo tropsko morje, kjer so živele školjke, ki so izumrle skupaj z dinozavri. Poznamo jih pod imenom rudisti in so tvorile grebene. To pa so laminiti. Gre za apnence in predstavljajo blatno dno starodavnega obalnega jezera izpred 70 milijonov let. Nahajališče dinozavrov je bilo odkrito v 80 letih prejšnjega stoletja. Najbolj znan, vendar ne edini, je dinozaver Antonio. Gre za dinozavra vrste Tetisadros insularis, kar pomeni otoški hadrozaurid iz Tetide. Danes je Antonio oziroma njegovo originalno okostje razstavljen v Mestnem naravoslovnem muzeju v Trstu. Je med najbolje ohranjenimi na svetu in je največji rastlinojedi dinozaver v Italiji, ki ga odlikujejo posebne, edinstvene anatomske lastnosti. Za znanost predstavlja nov rod dinozavrov. Ima na primer rep z konico v obliki biča. Njegove sprednje okončine imajo 3 prste, zadnje pa so dolge in močne.
Tudi gobec je poseben, podolgovat in podoben konjskemu. Antonio je bil dolg približno 4 metre in visok 130 centimetrov. Iz vseh teh lastnosti lahko sklepamo, da je šlo za žival, ki je živela na otoku, saj se pri velikih vretenčarjih na otokih pogosto pojavijo posebne anatomske značilnosti. Kot rečeno, je bil rastlinojed in je s prednjim kljunom trgal rastlinje, ki ga je nato zmlel z zadnjimi zobmi. Skupaj z Antonijem so bili na nahajališču najdeni tudi drugi fosili, nekateri izmed njih tudi zelo pomembni, kot je krokodil Acinodon adriaticus, ki za znanost prav tako predstavlja nov rod. Gre za krokodila s kratkim gobcem in klinastim zobovjem, s katerim je drobil rake in želve. Najdeni so bili rakci, ribe in tudi kost pterozavra, letečega plazivca ter ostanki rastlin. Pešpot, številka 47, povezuje nabrežino s Slivnim. Beseda izvira iz slovenske besede sliva, italijansko suzino, staro kraško vasjo, ki se je v zgodovini pojavila leta 1319 z imenom Saligna. Cesta odkriva pokrajino, ki je polna skal in jam. Te so samo sled, ki je ostala v dolinah, jame, ki so danes pod odprtim nebom. Ali vhodi v požiralnike. Ali kot jama pod kalom, zatočišče za prazgodovinske skupnosti, ali tudi kot je ta, jama Pejca v Lascu, Torri di Slivia, ki se po dolžini razvija prek 550 metrov in ki so jo raziskovalci tako imenovali ob koncu 19. stoletja zaradi stalagmitov v obliki stebrov, ki krasijo njeno podzemno pokrajino. Gre za eno od prvih jam tržaškega krasa, ki je bila raziskana in je danes opremljena za turistične oglede. Leta 1885 je bila tako opisana v spisih in spominih družbe tržaških alpinistov. Vitki stalaktiti visijo z oboka, pravi obrnjeni stožci in nešteti stalagmiti, skoraj beli stolpi, se dvigajo iz tal in jih skušajo srečati. Nekateri s širokimi temelji dosežejo več metrov višine, drugi, bolj vitki in nizki, pa poudarjajo veličastnost prvih. Slednji so stari več tisoč stoletij, medtem ko so drobnejši kasnejšega nastanka. Z nadaljevanjem poti je presenečenje še večje. Drzna stebrišča izgledajo kot ostanki antičnih templjev. Tam se debeli stalagmiti naslanjajo eni k drugim in spominjajo na gozdna debla.
Še vedno smo v Slivnem. Na jugovzhodu vasi se dviga vzpetina in mogočna razvalina Gradišča. Gre za eno od številnih utrjenih vasi iz protozgodovinskega obdobja, ki so na Krasu ohranjene še danes. Kdo ga je zgradil in kdaj? In kako so živeli ljudje, ki so prebivali v njem? Ne vemo natančno, kdo je zgradil to gradišče. Po zaslugi arheoloških izkopavanj smo ugotovili, da je bilo poseljeno skozi daljše časovno obdobje. Od sredine 2. tisočletja, približno od 1500 let pred Kristusom, gre torej za srednjo bronasto dobo, pa vse do železne dobe, do 4. stoletja pred Kristusom. Na podlagi izkopavanj, ki pa niso bila zelo izčrpna, saj niso zaobsegala celotne površine gradišča, bi lahko sklepali, da je življenje tukaj zamrlo v 4. stoletju. To gradišče najbrž ni bilo poseljeno v času, ko je na tem območju prišlo do neposrednega soočanja med Rimljani in Histri v 2. stoletju po Kristusu, ko so rimske armade postavile tabor ob Timavskem jezeru, Lacus Timavi, torej na območju, ki je zelo blizu izvirom Timave. Tit Livij nam pripoveduje o tej vojni prigodi, v kateri so Histri sprva slavili zmago nad Rimljani. Pripoveduje, da so si krajevni prebivalci tabore gradili na gričih za reko. Utrjene vasi, starodavne strukture, ki znajo dobro izkoristiti geografijo ozemlja, od Istre do Kraške planote, do Furlanskih nižin in še naprej. Kraji, ki so bili izbrani za vladanje in nadzor nad okolico, vasi, ki so vidno povezane med seboj. Gradina pri Doberdobu, točka vojaške kontrole v rimskem času nad ozemljem in cestami, ki so vodile do Istre in Dalmacije. Gradišča na Vrtači, Golaku, Fortačah, Moščenicah, Brestovici, Flondarju, Gori Grmada. Imena in položaji, ki bodo skozi čas vključeni v strategije obrambe ali napadov med Prvo svetovno vojno. Od malega naselja Medje vasi vodijo stare poti, ki se po prečkanju Vaškega trga vzpnejo in dotaknejo velike doline z imenom Dol. Globoka in geološko stara, s čudno pozicijo ob boku vzpetine, Grmade, ki prekine in skoraj pregradi Kraško planoto. Veliko je hipotez, ki skušajo razložiti njen nastanek. Mogoče gre za razvoj doline, ki je razpadla, ali pa je bil tukaj mogoče požiralnik. Skrivnostna je tudi povezava z območjem izvirov Timave. Napredujoče širjenje podzemnih jam,
ki jih je z erozijo izdolbla Timava, je povzročilo nestabilnost stropa kraških jam, ki se je potem sesul? Ali je prav tukaj poniknila ena izmed rek, ki je pred 8 milijoni let tekla po površini, kot se zgodi s Timavo pri Škocjanu? Mogoče je bila zunanja morfologija precej drugačna in veliko voda se je stekalo v eno samo točko, ki jih je vsrkala v globino in zaradi raztapljanja kamna ustvarila orjaški lijak. Ne glede na to, kakšna je bila njena zgodba, je dolina Dol najbrž najpomembnejše pričevanje zapletenega geografskega razvoja Krasa. Skoraj pod vrhom Grmade gre pot, ki prečka zapuščeno naselje Kohišče. Kmetija je bila nekoč v lasti devinskih grofov. Med Prvo svetovno vojno je bila struktura nekaterih poslopij, ki so jih spremenili v vojaški objekt, ojačana železobetonskimi zidovi. Njihov zunanji izgled pa je ostal nespremenjen. Sčasoma je tu narava ponovno zavzela svoj prostor in ovila ter zakrila te sledove preteklosti. Še veliko sledi pa ostaja med melišči in v kraških jamah, ki so jih uporabljali med vojno in so bile preurejene v zatočišča, počivališča ali prostore za zdravniško pomoč. Grmada. Za obe vojski prekleta gora. Za avstro-ogrske čete, ki so od leta 1915, ko so zapustile vzpetine v okolici Tržiča, od tu morale nadzirati celotno ozemlje. In za italijanske vojaške sile, ki so jo hotele osvojiti. Dunajčan Fritz Weber, pisatelj in topniški častnik, je v Das Ende der Alten Armee napisal: Odprem zapečateni ukaz. Zavzeti moramo položaj na koti 323. V teh koncih lahko pride v poštev samo ena kota. Kota s sladkim in hkrati strašljivim imenom. Grmada. O njej ne govorimo. Neukrotljiva zvir jo je še imenoval, labirint brez vrnitve za italijanske vojaške oddelke, ki so jo med ofenzivami skušali napasti in so ostali ujeti v domiselne in zapletene sisteme vojaških jarkov, ki jih je zasnovala avstro-ogrska vojska in so deloma še vidni. Delci, ki skupaj z mogočnimi razvalinami blindiranega opazovališča nad Kokem, Monte Cocco, svojim sistemom podzemne povezave, izpričujejo dramatično surovost tega konflikta.
Obstaja kraj, kjer se arheologija Prve svetovne vojne prepleta z zgodovino, ki izginja v mit in v drobce, ki jih je potrebno sestaviti zaradi pokrajine, ki jo je čas globoko spremenil. Območje Timave, reke, ki teče pod zemljo in pride na površje pri Štivanu in ki je postalo kraj, kjer se od vstopa Italije v vojno leta 1915 in vse do avstrijsko-nemškega prodora pri Kobaridu leta 1917, obe vojski težko borita za položaje. Zgoraj na kraškem robu se dviga spomenik tretji italijanski armadi, ki je bil zgrajen nad bunkerjem avstro-ogrske obrambne linije. Ta je nedaleč od spomenika, ki je posvečen toskanskim volkovom 77. pehotnemu polku brigade Toskana. V spomenik so vklesani verziji Vergilove Eneide, ki pripovedujejo o tem, kar je zavedno izginilo. Unde per ora novem vasto cum murmure montis, kjer iz žrel se devetih v morje izliva tako, da kar gora hrumi. Samo nekaj metrov stran, nagrobnik v spomin Giovanniju Randacciu, ki je umrl 28. maja 1917, ko je skušal prečkati en od strug Timave. V pogrebnem govoru je Gabriele D'Annunzio govoril o pokojnem prijatelju kot o človeku, ki je vitam dedit Timavo, s čimer se navdihuje po epigrafu rimskega konzula Caja Tuditana v arheološkem muzeju v Ogleju. Ta je leta 129 pred našim štetjem končal z boji proti plemenu Histrov in je statua dedit Timavo posvetil kip rečnemu božanstvu. Sinovi zgodovine, ta se prepleta. Tu na skrajni meji Jadrana, Caput Adrie, je po antičnih virih ležal Lacus Timavi oziroma Timavsko jezero, prostrana vodna gladina, kjer je morje srečalo zemljo in kjer je Timava z 9 usti ponovno prišla na površje. Pokrajina, katere lepoto si lahko predstavljamo. In okoli jezera, Lacus, so ostali sveti kraji, razkošne rimske vile, Mansio, nekakšen antični hotel, ki so ga odkrili v parku vodovoda Randaccio. Termalni sistemi in peči blizu reke Lokavec, kjer se gradi kamniti most. Tam pod poveljstvom Julija Cezarja deluje 13. legija, ki se je v cesarski dobi imenovala Gemina. To ime je potem prevzela tudi cesta. Lacus Timavi in bližnje območja so bili vključeni v antično mrežo prazgodovinskih poti in cest, v katero so posegli Rimljani. V tem okolju ni bilo enostavno zgraditi cest za popotnike, vozove in blago. V kamen so vklesali kolesnice. Bile so zelo podobne tistim, ki jih je v 4. stoletju po Kristusu opisal Klaudijan v svojih Carmina Minora, v zvezi z območjem antičnega Veneta. Velike kolesnice v vklesanem kamnu režejo ranjeno skalo. Tradicionalno jo imenujemo ulica Herkulovega pluga, ali pa je bilo naključje, da je bilo delo opravljeno s plugom. Homo! Še vedno grmada. Njeno vznožje gleda proti morju.
Naravna jama skriva eno najpomembnejših arheoloških odkritij, kar nam jih je povrnilo to območje. Izkopavanja so pripeljala do ugotovitve, da je bila ta jama obljudena od neolitika naprej in najverjetneje vse do železne dobe. V rimski cesarski dobi je gostila tempelj, ki je bil posvečen iranskemu bogu svetlobe in ponovnega rojstva Mitri, ki se je rodil iz skale in je prav v jami ubil bika ter oplodil zemljo z njegovo krvjo. Gre za edini mitrej v Italiji, ki se nahaja v jami in je bil namenjen obredom mističnega kulta, ki je sem prispel v drugi polovici 1. stoletja po Kristusu. Namenjen je bil samo moškim, veliko uspeha pa je imel zlasti med vojaki. V bližini so bivale rimske vojaške enote, ki so bile najverjetneje nastanjene na kraju, kjer se danes dviga Devinski grad. Dolge mize so bile postavljene ena poleg druge in so služile za obredne pojedine z vinom in kruhom. Temo so osvetljevale oljenke. Na dnu jame se je nahajala sveta podoba reliefa, ki prikazuje uboj bika. Gre za darilo častilca, katerega ime se nahaja na eni od stel, Aulo Tullio Paumniano. Kult se nenadoma preneha častiti sredi 15. stoletja, ko je bila vsa oprava svetišča oskrunjena in uničena, del pa so najbrž skrili sami častilci Mitre. V istem obdobju je bil z istim namenom na kraju, kjer stoji štivanska cerkev svetega Janeza, San Giovanni in Tuba, zgrajena prva krščanska bogoslužna stavba. 1100 let je minilo, odkar se je utelesil Kristus. Med slavljenjem praznika evangelista Luke je presvetlji opat Ivan v sanjah videl moškega. Ta mu je naročil, naj izkoplje ostanke trupel svetnikov, ki so bili tu pokopani, in jih prenesel v nov, dostojen grob. Tako zdaj v novem grobu ležijo kosti Kristusovega krstnika, šenega Janeza, Štefana in Blaža in častitljivega Jurija in Lovrenca. Epigraf slavi skupaj Voldriha, oglejskega patriarha z 12. stoletja, in čudežno odkritje svetih ostankov na praznik svetega Luke 18. oktobra 1113. Relikvije so bile 500 let ali še več skrite, najverjetneje zato, da bi se jih tako zavarovalo pred besnenjem selitve narodov. Arheološke raziskave so odkrile staro krščansko kapelico iz 5. stoletja, v kateri so bile shranjene te relikvije. Sakralni objekt na kraju, ki je bil vedno svet, je bil povečan v več fazah in je postal bazilika ter nato cerkev s 3 apsidami in v kateri so pokopani ostanki blaženih. Grob, tumba, po katerem je, po mnenju nekaterih strokovnjakov, cerkev dobila ime. Cerkev je posvečena krstniku, svetniku, ki je povezan z vodo, kot nasledstvo poganskih božanstev, ki so bivala ob izvirih. In pričevanja o teh antičnih kultih so številna. Leta 1924 je bila med restavratorskimi deli na Devinskem gradu odkrita votivna ploščica s preprostim napisom Temavo voto. V zahvalo Timavi, da je bila prošnja izpolnjena. Iz gradu prihaja tudi drug napis, ki je posvečen spes Augusta, istemu božanstvu, kot je omenjeno na napisu vzidanem na zunanji strani cerkve, kjer se Julija zahvaljuje za ozdravitev moža in sina, ki sta sem prišla iz Trbiža. In iz Augustuma, današnjega Ljenca, je sem prihajal sodnik Aukonjo Optato na zdravljenje. Prišel je tudi vojaški tribun Caio Saconio Varrone. Blizu cerkve se nahajajo ostanki pomembnega samostana, ki je bil najverjetneje zatočišče menihov, ki so v 6. stoletju pobegnili iz Ogleja, mogoče iz Beligna, in so prišli sem, da bi tukaj našli zaščito in zatočišče pred Langobardi, blizu obale,
trdno v rokah Bizantincev. Duhovniki so se potem ukvarjali z evangelizacijo slovanskih narodov, kar izpričuje oglejski kodeks Codex Aquileiensis, ki se danes nahaja v Čedadu, ki najverjetneje izvira prav iz samostana ob Timavi in vsebuje številne podpise slovanskih romarjev iz obdobja med 8. in 10. stoletjem. Antična in srednjeveška svetišča, jantar in trgovanja in reja oves molles, cenjenih ovac z valovito in dolgo volno, za katere so pravili, da so odporne na bolezni zaradi blagodejnega učinka slanosti. Zemlja in morje. Laneus euganei lupus excipit ora Timavi equoreo dulces cum sale pastus aquas. Volnat oziroma beli brancin živi ob izlivu euganske Timave in se prehranjuje s sladkimi in slanimi vodami. Volnat, pojasnjuje Plinij v 9. knjigi, zaradi svetlega in mehkega mesa, njegova kakovost je pogojena z življenjem v mešanih vodah, sladkih in slanih, blizu izliva rek. Brancin, ki je v francoščini ali nemščini še vedno loup de mer, morski volk, ni tako drugačen od tistega, ki danes predstavlja enega od elementov kulinarike, ki se ujemajo tako z morjem kot z zemljo. Zemlja je revna in posledično je tudi kuhinja revna. Nedvomno kmečka, saj črpa sestavine iz narave. Kulinarika sledi letnim časom. Zato pomlad diši po pinci, živci, jagnjetini, kuhanih svinjskih plečih, hrenu. Poletje nam ponuja s svežimi kmečkimi pridelki bogato založeno mizo. V jeseni so na razpolago zadnji plodovi zemlje in sveže koline. Po zimi so na mizi mineštre, med katerimi seveda prevladuje jota. V starih časih so bile jedi ob delavnikih enostavne in preproste in so se jasno razlikovale od prazničnih jedi, ki so bile zelo skrbno pripravljene, bogate in izbrane. Od teh jedi smo danes pripravili šupeto. Golaž iz kokošjega mesa z bleki, doma narejenimi testeninami. Nepogrešljiva jed ob družinskih praznikih, kot so poroka, krst, birma in podobno. Sladica, ki je te jedi spremljala ob teh praznovanjih, so bili štruklji. Kuhana sladica iz vzhajanega testa z nadevom iz orehov, ki je bilo zavito v krpo in skuhano v vodi. Navzdol pod stene, do morja se spustimo po poti ribičev in kamnosekov. Starodavna pot, ista pot, po kateri so najverjetneje spuščali kamenje, ki so ga klesali v nabrežinskih kamnolomih, do morja, kjer so ga naložili na tovorne ladje in nato prepeljali v Oglej ali Rim, v Španijo in Ravenno. Leta 520 so Teodoriku, kralju Gotov, tu postavili velik mavzolej, ki je bil v celoti zgrajen iz nabrežinskega kamna. Starodavne poti. V 17. stoletju Ireneo della Croce piše: nedaleč od kamnolomov se še danes vidijo sledi dveh cest, ki jim ponavadi pravimo piombino, saj so bile v celoti pokrite s svinčenimi ploščami, debelimi več kot 2 dlani. Od vrha gore do morske obale služile so za prevoz stebrov in drugih strojev, ki so prihajali iz omenjenih kamnolomov, in za njihovo naložitev na ladje. Novica je ponovno omenjena tudi v dokumentih iz leta 1830, ki se spominjajo tega, kako so na območju pri Čupah med kopanjem v vinogradih našli dele svinčenih plošč.
Naši viri so zabeležili govorice, sporoča tržaški zgodovinar Pietro Kandler, da so bile od vrha gore do morja napeljane svinčene ceste za prevoz kamna in pokazali so nam kanale ter povedali o najdenem svincu. Mi dvomimo o tem, ne vemo, kaj bi si mislili. Po dolgem času opustitve dejavnosti so kamnolome ponovno začeli uporabljati sredi 19. stoletja, s kamnom, ki je bilo poslano v velika srednjeevropska mesta in drugam. Po zaslugi rasti dejavnosti kamnolomov in odprtja postaje južne železnice se je razvila tudi nabrežina. Današnji kamnolom na prostem, ki izkorišča 99,8% čistega, slepeče belega apnenca, je eden največjih v Evropi z ogromno 110-metrsko jamo. Na stenah se vidijo sledovi starih cepinov. Smo nedaleč od ostankov hiše, ki je bila zgrajena v 1. stoletju pred Kristusom in je povezana z ekstraktivno dejavnostjo. Med raziskovalnimi izkopavanji so bili najdeni bloki apnenca, klesani ovalni deli stebra in ostanki povezani z dejavnostjo obdelave železa. Tu blizu je tudi vodni stolp Randaccio. Nedaleč od njega stoji stolp Turn oziroma Liburnija. Izdelan je bil med letoma 1854 in 1856 po projektu dunajskega inženirja Karla Junkerja, projektanta Miramarskega gradu. Za izdelavo stolpa, ki je visok 18 metrov, so se odločili v času del za južno železnico. Stolp je bil povezan z vejo vodovoda z izhodiščem pri izvirih nabrežine in je služil novi postaji in parnim lokomotivam, ki so se tu ustavljale. Oba stolpa sta prečudoviti razgledišči Kraškega roba. Ljudje iz Devina ali ljudje iz nabrežine se spustijo proti morju na ribarjenje s čupo. Plovilom iz drevesnega debla, navadne smreke ali obmorskega bora, ki so ga izdolbli s sekiro. Na trup, dolg 7 metrov in širok 70 centimetrov, je bil nameščen debel prečni drog za rašlje, na kateri sta sloneli 2 6-metrski vesli. Čupa izvira iz davnih časov, morda celo iz prazgodovine. Na tem območju so bila ta plovila prvič omenjena leta 1621, ko je devinski grof zasegel čupo kriškim ribičem, ki so nezakonito lovili v njegovih vodah. Od leta 1500 do konca druge svetovne vojne so služile tudi za lov na tune. Skoraj obredno pravilo, v katerega so bili vključeni moški, ženske in celo otroci.
Tun je bilo toliko, da se jih je lahko lovilo tudi 20 metrov od obale. Ko so plovila potegnili na suho, so jih shranili na kamnitih stopnicah oziroma v vrzelih zidov, ki so jih imenovali fasali. Danes so ohranjene samo 3 čupe. Ljudje iz Devina, tudi tisti iz kraja Castellum Pucinum, o katerem govori Plini. Pucinum kot ime vina, ki mu rimski naravoslovec pripisuje zdravilne lastnosti, ki jih je zelo cenila Livija, žena cesarja Avgusta. Julija Avgusta, pravi, je dočakala 82 let, ker je redno uživala vino Pucino, drugega ni pila. Svojim strateškim položajem je Devin naravno zaščiten in kraljuje nad antičnimi cestami. Danes menimo, da je bil skrivnosten Castellum Pucinum zgrajen v letih po vdorih Japidov leta 52 pred Kristusom in je ohranil obrambne funkcije vse do poznoantičnega obdobja, tako da je bil vključen v sistem utrdb vzhodne meje. Okoli terasastih vinogradov za pridelavo vina, ki ga opisuje že Plini, rodi se v osrčju Jadranskega morja, nedaleč od izliva Timave. Na kamnitem hribu se naužije morske sape in pridela se ga tako zelo malo, da napolni le nekaj amfor. Moja duša je židane volje, kot bila bi pila kraški teran, piše slovenski pesnik Oton Župančič. Brindisi, brindisi. Ljudje iz Devina, ki živijo v vasi in izven. Zgodovina je pozabila na njihov izvor in ime. V pozni antiki so nasledili rimske vojaške note in živijo tudi tukaj. Kjer je vojvoda Pemon zaprl Kalista, ki je vodil oglejski patriarhat in je nato preselil sedež v dvor v Čedat. Mogoče gre za isti kraj, ki mu arheologi pravijo Atilov grad in ki ni bil nikoli dokončno raziskan. Njegove ruševine pa so danes prekrite z rastlinjem. Ime Atilova palača ni povezano z zgodovinskimi dejstvi in ga je ljudska domišljija nadela tem ruševinam, ki so bile do 19. stoletja še mogočnejše in so se dvigale prav nad morjem. Ta kraj se z Devinom poteguje zato, da bi bil prepoznan za rimski Castellum Pucinum, lokacijo, o kateri govori Plini in za katero pravi, da leži blizu izvirov Timave in nedaleč od Tergesta. Ime Castellum kaže na to, da gre za kraj, ki je bil nedvomno vojaškega izvora. Izkopavanja, ki so se na bližnjem območju opravljala v 80. letih, so odkrila material, ki je tipičen za vojaške postojanke 1. stoletja pred Kristusom. Takrat, okoli leta 50, je bil Trst oziroma Tergeste izropan in zato so bili na tem območju, ki se nahaja blizu gorskih prelazov Julijskih Alp, nameščeni vojaki. Poleg tega je struktura Atilove palače tipična za vojaške naselbine. Gre za sistem podzidja, katerega ostanke vidimo še danes. Na visoki skali so zgradili 2 dolga, med seboj vzporedna zidova, ki sta podpirala višje ležeče območje. Tu vidimo le njegov začetek. Bivalni prostori so torej za nami, medtem ko sta ti 2 veliki podzidji zagotavljali stabilnost celotnega sistema. Odtod je bilo moč v celoti nadzirati izliv Timave v pristanišče in to je bila strateška točka. Z nastopom Pax Augusta je bilo vojaške funkcije počasi konec in kraj je bil vključen v proizvodnjo vina Pucino.
Ljudje iz Devina, Devin, ki postane last fevdalnih gospodov, ki so lastniki zemlje in gradu, imenujejo se Pontibajn, grofi iz 13. stoletja, prepirljivi sosedi za Trst in oglejski patriarhat. Hugon, zadnji član devinske rodbine, je v 14. stoletju kot predstavnik avstrijske oblasti postal prvi poveljnik Trsta, ki je bil dedna last bodočih Habsburžanov. Ljudje iz Devina so priča prihodu rodbine Valzeje in na koncu 16. stoletja rodbine Hofer z Matijem, ki je bil zgodovinski sovražnik Trsta. Rodbina, katere zgodovina se prepleta z lombardsko rodbino della Torre Valsassina in Turn und Taxis, ki jim je Karl V. v 16. stoletju dal v upravljanje poštno službo. Monopol je bil še okrepljen, ko je bil moškemu delu družine podeljen dedni naziv velikega poštnega mojstra Svetega rimskega cesarstva. Zgoraj, strmo nad morjem, stoji to, kar ostaja od gradnje, nepremagljive trdnjave, za katero izgleda, da se je rodila iz skale. Stari devinski grad. Redki ohranjeni dokumenti in nekaj študij o izkopavanju nam ne omogočajo popolne razlage ali gotove datacije zgradbe, ki je danes razvalina. Številni antični fragmenti, ki so bili najdeni v zidovih, bi lahko pričevali o tem, kako je bil grad zgrajen na antičnih ostankih, najverjetneje rimskih, ali je bil zgrajen z uporabo materialov, ki so bili odvzeti ali najdeni v opuščenih ali podrtih gradnjah, ki jih je bilo na območju antičnega Lacus Timavi zagotovo zelo veliko. Plemstvo in gradovi. V Evropi reformacije in protireformacije so katoliški Habsburžani večali in obnavljali cerkve ter ustanavljali samostane. V Devinu so za šolanje sinov aristokratov ustanovili servitski samostan. Tu je bil na začetku 17. stoletja izdan prvi italijansko-slovenski slovar Italiano Esclavo, ki ga je napisal pater Gregorio Lascia da Sommaripa. Gre za prvi primer slovenske literarne produkcije na Krasu in do 18. stoletja je bilo to delo edino pričevanje slovenske prisotnosti v teh krajih. Slovar je zelo pomembno pričevanje sožitja in dejanske dvojezičnosti ozemlja na začetku 17. stoletja. Torej, slovansko-italijanske dvojezičnosti, točneje slovensko-italijanske dvojezičnosti devinskega, pa tudi širšega območja. To je tudi dokaz, da se je njegov avtor, piemontski menih, zavedal pomembnosti leksikografskih, jezikovnih instrumentov, ki bi lahko bili v pomoč krajevnim prebivalcem, pa tudi o dolgi leksikografski tradiciji, tako italijanski kot slovenski. Presenetljivo sodoben je priročnik za konverzacijo, ki ga je v slovar vključil Lascia z zelo realističnimi frazami, ki naj bi služile tujim popotnikom, ki bi potrebovali informacije. Te so zelo različne. Comoda bene, o bella figliola, človek brumen, la buona strada per andare, je ta dateci il miglior vino che abbiate, et anco di quella ribolla di prosecco tanto buona. Slovar vsebuje približno 2600 gesel, kar je res veliko. Gesla so povezana z različnimi semantičnimi področji. Ne samo s področjem religije, saj religija zavzema le manjši del slovarja, temveč predvsem z vsakdanjim življenjem. Prisotni so na primer leksemi, ki so povezani s kuhinjo, hišo, deli telesa, živalskim svetom, rastlinskim svetom in tako dalje. Gre torej za resnično bogato besedišče. Lahko bi rekli, da je delo z materialnega vidika sicer majhnih razsežnosti,
žepna knjiga. Je pa izjemnega pomena za naš prostor in tudi za italijansko in slovensko jezikovno zgodovino. Začetek 18. stoletja je bil zelo težak. Slaba letina, epidemija živalske kuge in prepoved trgovanja z izdelki z Beneško republiko. Ljudi, tlačane, je bremenil srednji vek, ki je še vedno trajal, in ko so bili že na robu preživetja, se je zahteva po davkih in dajatvah še povečala. Kmečki punt se je iz Tolmina razširil po dolini Soče vse do južnega Krasa, kjer je prišlo do obleganja Devinskega gradu. Naročeno je bilo, da se upornike razžene in topovi so začeli s svojim delom. Nemočna množica se je razbežala. Naštetih je bilo za 10 mrtvih in veliko ranjenih. Devinski upor se je tako končal. Upor v Tolminu bo prinesel še bolj tragične rezultate. Vodje upora so ujeli, njihova telesa so bila razkosana na javnem trgu v Gorici. Ljudje iz Devina ponavadi gledajo morje od tu zgoraj. Z vrha teh skalnatih sten, ki se strmo spuščajo v morje in ki jih je dež izoblikoval v bizarno kamnito pokrajino. Pot, ki prečka stene, je Rilkejeva pot, po imenu pesnika, ki je kot gost dolgo prebival na gradu. Gre za edinstveno in zanimivo priložnost, da lahko vidimo, kako so topla sapa morja in severni vetrovi, ki prečkajo kraška melišča, izoblikovali naravno okolje, ki je povsem edinstveno in danes zaščiteno. Ko pridem sem, pred te tako navpične stene, pred to steno z morjem tam spodaj, se vprašam, kako lahko rečejo, da kamni ne govorijo. Kamni govorijo, pripovedujejo nam svojo zgodovino. Tukaj se nahaja današnja zgodovina. Prisotne so sledi vode, ki teče in drsi po steni navzdol. V resnici vidim, da se cikel zaključi. 70 milijonov let v nekaj sekundah. Apnenčast kamen, ki je bil nekoč apnenčast kamen, ki ga je obdelalo morje in je postal pesek. Usedel se je. Usedline na usedlino, usedline vsebujejo fosile. Potem znova. Pomembni sunki, ki so začeli premikati te usedline in so jih zaobjeli, nakopičili, spremenili v kamen ter jih upognili, stisnili, ponovno dvignili in smo tukaj. Te mogočne poravnane stene iz apnencev, ki jih danes spet počasi razjeda morje, ponovno bodo postale usedlina in mogoče bodo čez 70 milijonov let te usedline geologom pripovedovale o nas, prek fosilov, ki se bodo nahajali v teh usedlinah. In vznemirljivo je pomisliti na sedanjost, preteklost, prihodnost in kamni govorijo. Iz Rilkejevega pisma Hedvigi Fischer iz leta 1911. Mogoče ni naključje, da so bile devinske elegije
začete prav na gradu, ki stoji na pečini nad morjem. Je kot horizont človeškega obstoja, ki z nekaterimi okni, tudi mojimi, gleda proti neizmerni prostranosti morja, neposredno na vse. Ecco, si tratta di una zona veramente eccezionale, perché con un unico sguardo... Gre za zares izjemno območje, saj dobimo z enim samim pogledom celotno idejo o Tržaškem zalivu z mestom na vzhodu in izlivom Soče na zahodu. Inoltre qui ci sono elementi... Poleg tega so tu prisotni elementi, ki so z geološkega vidika izjemnega pomena, kot so na primer navpične previsne stene strmo nad morjem, stebri, stolpi, čeri, ki so vzdolž obale zgornjega Jadrana precej edinstveni. Potem je tu vegetacija, ki je deloma tipično sredozemska. In seveda številne in zelo pomembne živali, predvsem z biogeografskega vidika. Prisotnih je več vrst, ki so tipične za sredozemlje. Lahko bi navedel na primer puščavca, ki je majhen ptič, tako kot kos, samci so skrilasto modre barve. Tu je skoraj najbolj severna meja njegove poselitve. Za ponazoritev biogeografskega pomena tega območja pa je najbolj značilna vrsta tako imenovana črnopikčasta kuščarica oziroma algiroide. Gre za balkanskega kuščarja, ki prebiva na italijanskem ozemlju izključno na Krasu in je običajno prisoten prav na tem območju, katerega simbol je. Izbran je bil za simbol naravnega rezervata. Naravni rezervat, ki ga je leta 1996 ustanovila dežela Furlanija Julijska krajina, je omogočil večjo zaščito ptičje vrste, ki je bila prej razmeroma redka. Sokola sevca, ki sedaj popolnoma redno gnezdi prav na teh skalah, ki se strmo spuščajo v morje. Gre za ujedo, ki je lokalno izumrla in se je dobesedno vrnila in ponovno poselila to območje. Danes ga lahko smatramo za enega najbolj tipičnih živalskih elementov tega območja, ki po eni strani predstavlja divjino, ter tudi območje, kjer vidimo lep grad, saj bi lahko rekli, da so imeli graščaki in sokoli nekoč zelo podobno življenje. Družba, elita v obdobju Belle Époque pleše na robu prepada. Še manj, pišejo aristokratski otroci v pismih devinski gospe Terezi, in na obisk gradu pride Isabel Arundel, žena izjemnega moža, raziskovalca in poliglota, prevajalca in pisatelja Richarda Francisa Bartona, angleškega konzula v Trstu, ki v knjigi, ki ni bila nikoli prevedena v italijanščino, ona tako opisuje svoje spomine. Duino is a village picturesquely situated on an eminence overhanging the sea. Devin je čudovita vas s slikovito lego na mogočni skalnati pečini, ki se strmo spušča v morje. Vasi kraljujeta fevdalni grad in trdnjava Hohenlohe, ki stoji na skali. Nekoč so jo obkrožali stolp, jarek in dvižni most. Danes pa tam rastejo rože. Vas in vse, kar je v njeni okolici, pripada njim in njihova zastava visi stolpa. Gostilna se nahaja v neposredni bližini gradu, ki je poln dragocenih starinskih predmetov, družinske dediščine, kitajskega porcelana in ima tudi svojo prikazan, belo damo. Stopničke in grmičevje se spuščajo proti morju, kjer je slačilnica in kjer smo se med plavanjem zelo zabavali. Fishing crabs, boating and telling ghost stories. Z lovljenjem rakov, veslanjem in pripovedovanjem zgodb o duhovih. Hodili smo na čudovite sprehode in iskali gradišča.
Prišli smo do Slivnega in dalje do Atilove palače ter izvedeli nekaj zanimivosti o teh razvalinah. 24. junija smo obiskali konjski sejem madžarskih ciganov. Zabavali smo se. Zoprnih je 40 minut. Čas, ki je potreben, da prispemo do vlaka. Princese so, da bi jih pustili pri miru, modro nasprotovale temu, da bi imele postajo. Dobra plat tega? Nedeljski izletniki iz Trsta ne morejo priti do sem in zato je vse ostalo tako čudovito podeželsko.